Zdaj pa, spoštovane Slovenke, spoštovani Slovenci, k besedi vabim gospoda Evgenija Gorešnika, predstavnika kulturnega društva Ljubljana Kijev, ki v Sloveniji povezuje tukaj živeče ukrajinske državljane in državljanke. Izvolite. Dragi prijatelji, дорогі друзі, 24 февраля je postala Ukrajina žrtev ruske agresije. Rusija, ki je pred 8 leti ukradla oziroma zasedla s pomočjo vojaške sile ukrajinski polotok Krim. Rusija, ki je zakuhala v Donbasu tako imenovano hibridno vojno, v kateri v 8 letih je bilo ubitih skoraj 13 000 ukrajinskih vojakov. Zdaj še je odločila za nesramno invazijo. Ukrajina je kriva le v tem, da je voljeljubna država. Ukrajina je kriva le zaradi tega, da spoštuje mednarodni red pa zakon, česa seveda ne mara Rusija. Ukrajina je kriva le zaradi tega, da želi postati del civiliziranega sveta, Evrope, pa biti članom Evropske unije. Nismo bili pripravljeni za vojno. Po razpadu Sovjetske zveze imeli smo ogromno drugih izzivov. Razvili smo gospodarstvo, pa več od tega leta 1994 smo vrnili v Rusijo v celoti jedrsko orožje, ki je bilo nameščeno na ukrajinskem ozemlju, v skladu s tako imenovanim Budapeštskim sporazumom. V istem sporazumu je bilo zapisano, da je postala Rusija garantom ozemeljske celovitosti Ukrajine. Namesto garancije dobili smo vojaško agresijo, bombne ter raketne napade, ubitih civilistov in otrok. Nismo bili pripravljeni na vojno, ampak branimo smo in bomo branili. Zdaj srečni smo, da skoraj cel svet, Evropa, pa seveda Slovenija, močno pa vsestransko podpirajo nas. Hvala vsakemu izmed vas, ki je prišel danes na naš shod. Hvala vsakemu za humanitarno pomoč, za prispevke, za donacije. Hvala vsakemu za vaše klice pa besede podpore pa sožalja. Hvala vladi Republike Slovenije za vsestransko podporo. Ne bomo tega nikoli pozabili. Posebej poudarim, da predsednik vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, je bil prvi evropski voditelj, ki je jasno, odločno pa nedvomno rekel, da ima Ukrajina pravico postati članica Evropske unije. Verjamem v našo zmago, verjamem v našo skupno evropsko prihodnost. Slava Ukrajini!